Pozdravljeni, dragi bratje, sestre, cerkev in prijatelji. Danes je dan veselja. Danes se spominjamo rojstva Jezusa Kristusa, osebe, ki je popolnoma spremenila tok zgodovine, osebe, o kateri se govori že 2000 let in je še vedno najbolj popularna oseba in seveda za nas kristjane osebe, ki jo je poslal sam Bog iz nebes z največjim namenom, kar ga človeštvo pozna, in to je za odkupitev celega sveta. Danes se želimo veseliti, mu prepevati, ga častiti. Danes želimo oznanjati, da je on naš kralj. Njemu pripada vsa slava in oblast, in v nebesih in na zemlji. Danes ga želimo povabiti v naše domove, v naša srca. Naj bo on središče dogajanja danes in še vedno naprej. Zato vas vabimo k prvi pesmi. Na višavah angeli. Tisto noč so angeli zasedli vse nebo in na ves glas so oznanjali veselo sporočilo. Pridružimo se jim in oznanjajmo skupaj to sporočilo.
Jesu, odrešenje mir ljudem. Pokrinjujeme za, da vsi spoznajo ga, da oživil bi naš rod, bil je rojen naš Gospod. Čuj spev angelov doni, čas kralju rojenemu. Čuj spev angelov doni, čas kralju Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Bratje in sestre, že dolgo se nismo videli. Prav toži se nama po vseh vas. Zato verjamem, da bomo z veseljem prisluhnili voščilom, ki so jih pripravili nekateri izmed vas, in jih bomo slišali med programom. Po voščilih pa spet k prepevanju. Vzklikajmo glasno, Rešitelj je rojen. Potem pa spet splet voščil in božični nagovor in pesem. Blagoslovljen Božič! Draga cerkev Želimo Vam vesel in blagoslovljen Božič. od Sebastjana in Karin, Ajde, Ale in Grega. adijo! Ja. Živijo sem, pozdrav iz Velsa. Kot vidite, ovce za mano, sem doma z družino. Trenutno sem v karanteni, ampak nimam nobenih simptomov. Upam, da boste imeli čudovit čas s Gospodom, ker je On vedno z nami, kjerkoli na svetu smo. In želim vam vesel Božič in srečno novo leto. Sklikajmo si, Gospod je tu, naj kralja vsi slavi, naj srca vsa odpru se mu, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse. Sklikajmo si, kraljuje Bog, vsi pismi pojemo, nebesa vsa in zemlje krog, nam spev odpevajo, nam spev odpevajo, nam spev odpevajo. veselje kipi, nepopisno je, preplavlja me. To veselje kipi, vsak dan večje je, ne me izpusti. Kraljuje Bog s pravičnostjo, ljubezni blagoslov je daroval nam milostno.
narodov, ljudem vseh narodov, ljudem vseh narodov. So vesele kipi, nepopisno je preplavljene. To veselje kipi, vsak dan večje je, mene izpusti. Pridite, častimo, pridite, častimo, pridite, častimo Jezusa. Hitite, kristjani, z radostjo navdani, pridite, pridite.
Jezusa. O, pridite, častimo Jezusa. Bog vas blagoslovil na Božič. Merry Christmas! Hey, for our family this season, joy is the theme. Joy is a fruit of the Spirit. If we can prophesize for the year 2021, I think it's going to be a year of joy. And joy comes down with the Lord Jesus. In the words of the great American, humble visionary, Charlie Brown. And his prophet Linus, when he says the word of Luke 2:10, I bring you good news of great joy for all the people. Jesus has come. Now, joy came down with Jesus, and joy still comes down with the Holy Spirit. You can have your joy no matter what your circumstances, and enjoy this year that God gave us and what He will give us in 2021. So for our family to yours, if we can say, Vesel Božič in srečno novo leto. Merry Christmas. Dragi prijatelji, draga družina, draga cerkev, vesel Božič! Za te praznike vam želim, da bodo prazniki, ki bodo globoko doživeti in polni miru. In za vse nas molim vrstico iz Rimljanov, ki pravi: Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja. Vesele praznike še enkrat in upam, da se vidimo kmalu. Vesel Božič! Angel pa jim je rekel, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Božič je čas, ko si ljudje ponavadi izkazujemo več ljubezni. Več ljubezni do družinskih članov, sosedov in celo neznancev. Seveda se nam včasih zgodi tudi kakšen majčken prepir ali črni petek v eni izmed večjih trgovin in malo trobljenja na parkiriščih v nakupovalnem središču. Toda na splošno, Božič je čas, ki nas ogreje in omehča. Še posebno, ko preberemo vrstice iz Svetega pisma, ki so zapisane v 1. Janezovem pismu 3:1-2. Glejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, kajti ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. In vsak, kdor ima to upanje, se očiščuje, kakor je tudi on čist. Janez je Jezusa osebno poznal, ker je bil eden od njegovih učencev in ga je videl na lastne oči. Torej je njegovo pričevanje zanesljivo. V Kristusu Jezusu je videl neverjetno Božjo ljubezen. Zato nas Janez želi spomniti, kdo smo, če vanj verujemo. Janez je videl, da se cela zgodba ni začela odvijati v mestu Betlehem, temveč veliko prej. Vse se je začelo dogajati v Božjem srcu, v ljubečem Božjem srcu. Še preden je videlo,
padlega in izgubljenega človeka. Zato je bil pripravljen na reševanje človeka. Ko pa je res prišlo do padca, ker tega Božje srce ni preneslo, se je odločil, da bo v največjem človeškem obupu na zemljo izlil svojo največjo ljubezen, edinega sina. Bog je imel načrt, načrt ljubezni, ki je vključeval tebe in mene. Odprite oči svojega srca in boste to lahko videli v 3 stvareh. V betlehemski zibelki. Božjo ljubezen vidimo pri jaslih, v hladnem hlevčku. Svet, v katerega je Jezus prišel, je bil surov, sovražen in poln poganskih religij. V ta grozni svet se je moral roditi Božji sin, da bi rešil grešnika, kot sva bila ti in jaz. Na Golgotskem križu v ta svet je stopil z velikim namenom, da bi živel brez greha in na križu postal vredna žrtev, ki bo zadostno plačilo za vse grehe sveta. Jasli so čudovite, vendar ob tem ne pozabite, da je bila naša prostost in življenje pridobljena v trpljenju nedolžne osebe in smrti na križu. In 3. Glej njegovo krono. Bog te ima rad in tega ne moreš spremeniti. Lahko pa zavračaš njegovo ljubezen. Toda njegova ljubezen gre naprej kot svetloba, ki potuje skozi vse vesolje. Tisti, ki si odprejo oči za to luč, so tisti, ki prejmejo to ljubezen. Skozi stoletja se je njegova luč premikala skozi zgodovino in ta luč je danes tukaj, med nami, da nas odkupi in da odkupi tiste, ki bodo videli. Jezus, kralj slave, nosi krono življenja in jo ponuja vsem, ki se bodo pokesali in se obrnili k njemu. Vstal je iz mrtvih, premagal zadnjega sovražnika, smrt. On je kralj, on sedi na prestolu in vlada. Njegovo ime je čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru, Emanuel, Bog z nami. To lahko vidite, če se upate odpreti srce zanj. Vsako leto praznujemo Jezusovo rojstvo, vendar naj povem še o novem enem rojstvu, ki je zelo pomembno, in to je tvoje rojstvo. Oziroma tvoje ponovno duhovno rojstvo. Govorim, kaj pravi Sveto pismo, da smo mi bili mrtvi. Pravi v Svetem pismu Kološanom takole: skupaj z njim je oživel tudi nas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Bog pa želi, da se odvrnemo od greha in izberemo njega za svojega odrešitelja. Kako to storiš? Enostavno. Tako da povabiš tega rojenega kralja v svoje srce. Tako da priznaš svoje grehe in ga prosiš, da ti jih odpusti. Tako da priznaš, da je on tvoj Gospod. Pravi v Svetem pismu, v pismu Rimljanom 10, 9-10. Kaj ti, če boš svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Srcem se namreč veruje in tako smo deležni pravičnosti. Z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Kaj se zgodi, ko sprejmemo Jezusa za svojega odrešenika? Prvo, dobimo novo ime in nov naslov. Bog nam izkaže milost. Spomnite se, kaj smo prebrali. Glejte,
kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, kajti ni spoznal njega. In ne samo to, ko nekdo sprejme Jezusa, se vanjo naseli oseba, Sveti Duh. Kot Božji otrok pa postaneš dedič novih nebes, večnosti, dedič kraljestva, ki ga Jezus pripravlja zate. In to kraljestvo bo prišlo kmalu na zemljo. Tvoje ime bo zapisano v knjigo večnega življenja. Drugo, imel boš pričevanje. Vsak Božji otrok ima osebno pričevanje o ponovnem rojstvu. Prav to je storil evangelist Janez, ko je napisal besede v 1. Janezovem pismu, 3. poglavju 1-2, ki smo jih brali. Tudi ti boš lahko delil svoje pričevanje s svojo družino, s svojimi prijatelji, sodelavci in z drugimi ljudmi. Ko resnično izkusiš Božjo odrešujočo milost, si ne moreš kaj, da ne bi govoril o tej. In tretje, naša zmaga. Evangelist Janez pripoveduje, da nas svet ne pozna, kar pomeni, da ne razumejo našega odrešenja, ker ne poznajo Jezusa. A mi vemo, po obljubi, ki nam je že dana, da bodo naše oči nekega dne spet videli Jezusa, kot so ga videli pastiri, Modrijani, Jožef, Marija. Se spomnite, kaj smo prebrali? Ljubi, pravi Janez, zdaj smo Božji otroci. Ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Janez je v vrstico, o kateri razmišljamo danes, napisal samozavesten stavek. Napisal je besede in mi smo Božji otroci. Janez ni napisal in upamo, da smo Božji otroci. Janez ni rekel, upamo, da bomo Božji otroci. Janez je zapisal, ker je vedel, mi smo Božji otroci. Veste, Bog želi, da vemo, da mu pripadamo in da je njegov sin resnično odrešenik vseh, ki vanj verujejo. V 1. Janezovem pismu 3:2 nas Janez opozarja, da bo Jezus, razodeti Jezus, kar pomeni, da bo spet prišel na to zemljo in se bo razodel vsem ljudem. Ko je prišel prvič, so ga položili v jasli. Ko bo prišel naslednjič, bo prišel v veličastvu. In pravi Sveto pismo, da ga bo videlo vsako oko. Ko je prišel prvič, je prišel nositi trnovo krono. Toda, ko bo naslednjič prišel, bo nosil krono zmage. Ko je prišel prvič, so ga sodili grešni možje. Toda, ko pride on naslednjič, on bo sodil grešnike sveta. In da zaključim. Želim vam, da bi ta Božič vaše oči zagledale tega odrešenika, tega Jezusa, odrešenika sveta. Želim vam, da bi za ta Božič odprli zanj svoje srce in vi postali Božji otrok. Želim vam, da bi ta Božič razumeli silno Božjo ljubezen in da bi se navdušili nad
pravim in največjim darom iz nebes, ki je brezplačna vstopnica za večnost v Jezusu Kristusu. Želim vam vesel in srečen Božič. Zvončki in pesmice zbudijo praznike, se spominjamo te. Vse najboljše, Jezus, Jezus, ljubim te. Vse najboljše, Božič, veseli me. Zlati laski so lepi, tudi lučke darila, pravi dar pa si ti. Vse najboljše, Jezus, Božič, zvončki in pesmice zbudijo praznike, se spominjamo te. Vse najboljše, Jezus, Jezus, ljubim te. V teh dneh bodo mnogi praznovali božični večer, a le redki bodo vedeli, kaj je pravi pomen božiča. Dragi prijatelj, letos še posebej je čas, da se posvetiš vprašanju, kdo je ta Jezus? Ne pojdi skozi življenje, ne da bi natančno preiskal pomena njegovega rojstva. Uvrsti se med modre ljudi, ki so preiskali celo nebo, prepotovali dolgo pot, se izpostavili mnogim nevarnostim, da bi se prepričali, kdo Jezus je. Bodi pogumen, stopi med modrijane in preiskuj pisma, ki ti bodo dala moč. Kaj ti modri ga še vedno iščejo. Božič je pomemben. Morda ti bo tale ilustracija pomagala razumeti pomen Jezusovega rojstva, življenja in smrti. Nato pa zapojmo o tej posebni sveti noči. Sveta noč si vsa razsvetljena, tej noči rojen je naš rešenik. Tam je bila so ljudstva zgubljena, rojeni sin nam je vsem pomočnik.
sladko pitje, kako razliga se, zdaj vse povsod. Božična noč, ti si najlepša noč. O, sveta noč, si vsa razsvetljena, tej noči zvizde žari.
Levcu varje detece nam, spavaj dete sladko, spavaj dete sladko. Sveta noč, blažena noč, prišla je k nam pomoč. Dete Božje v jaslih leži, grešni zemlji radost deli. Rojen je rešenik, rojen je rešenik. Sveta noč, blažena noč, radostno pevajoč, angeli Gospoda slavi, mir ljudem na zemlji želi. Človek zdaj si otet, človek zdaj si otet. In tako, prišli smo k koncu. O, ne, Zvonko, ne še. Sedaj se praznovanje šele začenja. Spodbujam vas, da v teh dneh vzamete v roko Sveto pismo in berete zgodbe o Bogu, ki nam je izkazal neopisljivo ljubezen s tem, ko nam je poslal največje darilo z nebes, kar ga človeštvo sploh premore. V tem darilu je tvoja prihodnost. Odpri to darilo, razišči ga in se nam pridruži na naslednjem srečanju, zadnjo nedeljo v tem letu. Če ste si bogoslužje ogledali prvič, ne oklevajte, pokličite nas, dali vam bomo še več potrebnih informacij, kje in kdaj nas lahko spremljate. Dobrodošli vsi, dobrodošli med nami, nepopolnimi ljudmi, ki verujemo v popolnega Boga. Če bi želeli imeti besedo božičnega nagovora in še veliko več, vas vabimo, da obiščete krščanski medijski portal www.137.si. Na koncu, hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam prelepe, drugačne božične praznike, polne upanja v novem letu, pa veliko radovednosti o njem, ki je dal svoje življenje zate. Srečno in lepe praznike! Nasvidenje!
Že kot otroci smo čakali Božič si, darila igrače smo želeli si, a nam skrito je bilo, da dete, ki rojeno je, nam podarilo je največji dar. Večna ljubezen vodila ga je, šel je na križ za nas trpljenje in smrt, za svet izgubljen dal je vse, kar je imel, življenje zdaj smisel ima. S časoma spoznali smo prav vsi, da bistvo skrito je v razdajanju, a na tisti strašen dan na križu je